Lepo pozdravljeni. Ta teden je potekalo v Strasbourgu prvo zasedanje Evropskega parlamenta v prisotnosti nove Evropske komisije. V preteklih dneh smo imeli v hiši dva pomembna dogodka. V torek nas je obiskal papež Frančišek, v sredo pa smo podelili nagrado Saharova za svobodo misli. Papežev obisk je bil prvi po letu 1988, ko nas je obiskal Janez Pavel II. Frančišek je 2014 prinesel novo sporočilo, upanje in spodbude ter poudaril, kako velik je pomen Evropskega parlamenta za Evropejce. V svojem govoru je poudaril celovito razumevanje človeka in kritiziral sodoben primat tehnike nad človekom ter kulturo potrošništva. Opomnil nas je, da posameznik ni neodvisna enota in da pravice posameznika lahko razvijajo le v družbenem kontekstu. Nagrado Saharova smo letos podelili zdravniku iz Afriške republike Kongo, ki že več kot 20 let zdravi žrtve posilstev in ekstremnega seksualnega nasilja. Na resnost problematike so nas spomnile njegove sočutne besede. Vsaka posiljena ženska je moja žena, vsaka posiljena mati je moja mati, vsak posiljen otrok je moj otrok. Obširna debata je bila posvečena proračunu Evropske unije za naslednje leto. Pogajanja med parlamentom in državami Evropske unije so trenutno na mrtvi točki. Države od Evropske unije zahtevajo vedno nove projekte, zanje pa ne želijo dati denarja. V parlamentu zato zahtevamo več sredstev za leto 2015, še posebej pa se želimo, da bi Evropska unija čim prej poplačala svoje dolgove iz letošnjega leta. Države članice ne razumejo, da s svojim pristopom ne bo škodijo prav svojim podjetjem in državljanom. Evropska unija zaradi proračunskih omejitev namreč z zamudo plačuje izvajalce evropskih projektov, zmanjkuje denarja za študentske izmenjave in druge programe. Evropska komisija je ta teden predstavila nov investicijski načrt, ki naj bi gospodarstvu dal nov zagon. Okrog 315 milijard evrov bo spodbuda za rast in zagotovilo za nova delovna mesta za državljane. Poslanci smo glasovali še o nezaupnici Evropski komisiji. Skrajne in evroskeptične politične skupine v parlamentu so izrabile dvome, ki so se pojavili zaradi nedavne afere LuxLeaks in poskusili destabilizirati Evropsko komisijo in Evropsko unijo. Sam sem jo podprl, saj menim, da zaradi trenutne gospodarske in varnostne situacije potrebujemo močne in delujoče evropske inštitucije. Ne glede na to pa sem že večkrat izpostavil nujnost neodvisne in celovite preiskave afere LuxLeaks. Nepravičnih davčnih politik v Evropski uniji ne smemo tolerirati. Poslanci smo na plenarnem zasedanju prvič razpravljali z novo visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko Federico Mogherini, ki je s 1. novembrom nadomestila Lady Ashton. Velik del sredinega popoldneva je bil namenjen vprašanju priznanja palestinske države s strani Evropske unije. Problematika je zelo kompleksna in čeprav v Evropski uniji namenja Palestini ogromno pomoči, ter se že leta trudi za razrešitev konflikta, je vprašljivo priznanje države, ki nima enotnega vodstva, ampak jo vodita dve teroristični organizaciji Fatah in Hamas. Poslanci smo pripravili tudi resolucijo o 25. obletnici Konvencije Združenih narodov o pravicah otrok. V obrazložitvi glasovanja o tem dokumentu sem poudaril, da so kršitve pravic otrok nedopustne in da moramo narediti vse, da jih odpravimo. Obenem sem spomnil, da za normalen razvoj otrok potrebujemo razumevanje, pa tudi spoštovanje avtoritet, na kar starši danes pogosto pozabljajo.